Lep dober dan vsem. Danes bomo govorili o pravzaprav nečemu, na kar večinoma lahko vsaj delno vi vplivate. Jaz upam, da vas bom pač malo prepričal ali pa naučil, kako optimizirati procese obnove oziroma regeneracije pač v sklopu vašega športa, da boste boljši, da boste bolj napregovali. Okay? Zdaj, jaz sem Krištof Knap, oziroma sem zdravnik v svetu nekako športa, športne prehrane, regeneracije smo že v bistvu od svojih študijskih časov. Sodelujemo v bistvu z mnogimi vrhunskimi športniki, ekipami. Zdaj že 3 leta delam z nogometnim klubom Radomlje, pač prvoligašem. Sem tudi zdravnik Slovenske kolesarske zveze, zdravnik ekipe Bahrain Victorious, to je profesionalna kolesarska ekipa na World Tour Level. Sodelujem tudi s Hokejsko zvezo že od leta 2018. Moja osnovna izobrazba, poleg tega, da sem zdravnik, je tudi diploma iz klinične športne prehrane, izdana s Mednarodnega olimpijskega komiteja. Sem pa tudi predsednik sekcije za klinično športno prehrano. Delam s kolesarskim klubom Kranj in pa moje sodelovanje v školu se je začelo z našim najboljšim gimnastom vseh časov, Adelo Šajn. Zdaj, zelo velikrat v bistvu ste verjetno že na kakšnem izobraževanju ali pa sploh na kakšnem antidoping izobraževanju ste slišali, da v vrhunskem športu ni bližnjic do uspeha. Jaz bom danes malo bolj spodbijati to trditev in se na malo drugačen način, da vas prepričam, da pravzaprav bližnjice do uspeha so in pač tičijo v nekem dobro zastavljenem delu, v nekem procesu, optimiziranem procesu obnove. Zdaj, kaj je specifika poklicnega športa? Je to, da je pač poklicen športnik v službi 24 ur na dan. Zdaj, koliko od vas tukaj bi si želeli biti pač vrhunski športnik in imeti profesionalno pogodbo? Ok, pa mislim, da ste zelo dobra družba, populacija za to predavanje. Dejstvo je, morate se pač zavedati, tudi moja žena je, ko je ena vrhunska športnica, tudi se tega res dobro zavedam, da je pač poklicni športnik v službi 24 ur na dan. In zgolj trdo delo na treningu ali pa tekmi ne prinaša vrhunskih rezultatov, bomo videli, zakaj ne. Zdaj, naloga športnika je seveda je že, da na treningu doseže neke zastavljene cilje, ki jih pol prenese na tekmovanja. To je nekako optimalno, seveda super, ampak naš dan kot v življenju vrhunskega športnika se ne konča tako, ko mi gremo s treninga ali pa s tekme. Zdaj ne vem, koliko od vas je gledal v bistvu dokumentarni film od Michaela Jordana, posnet strani Netflixa, oziroma je prav dokumentarna serija, zdaj če pač vas to zanima, vam priporočam ogled, da v bistvu vidite ta profesionalizem, ki bi mogel biti prisoten v vrhunskem športu izven treninga ali tekmovanja. Mi moramo šport živeti, šport način življenja je nekako stalnica, če želimo biti vrhunski športnik. Ne moramo pozabiti na to, ko enkrat končamo s treningom. Zdaj, zakaj? Dan na 4... Aha, to pa zdaj ne kaže. Se pravi, da mi smo vrhunski športniki 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zakaj? Če zdaj pogledamo na hitro tole schemo, spanec bi mogel zasedati pravzaprav večino našega dela dneva v smislu glede na ostale aktivnosti. Se pravi, spane mi nekih 7 ur pol do 9 ur dnevno. Se pravi, zelena barva vidimo spanec, koliko časa od dneva bi mogel zasedati nekako v urniku vrhunskega športnika. Potem, ok, ostale življenjske obveznosti, napravki, trgovine, kako tazga, če je zdaj športnik še zraven študent, ampak ok, postane športniki ponavadi to niso. Imamo neke obveznosti, ki vidite, da zasedajo del dneva. Recimo vrhunski kolesarji pa preživimo na kolesu 6 ur na dan, na trening vzame približno četrtino dneva, vidite oranžna barva. Zelo pomembno je, kaj lahko počnemo v preostalem času, ko nam ostane, to je pa modra barva. In to lahko ključno vpliva na to, kako spimo in kako delamo tudi na treningu. Se pravi, zelo pomembno je, kaj počnemo vse 24 ur, ne samo tistih 6 ur, če bi 6 ur na dan 4 treningu. Zdaj pa vprašanje za vas, kakšni so temelji uspeha v vrhunskem športu? Kaj so se temelji, ki jih moramo izpolniti, da nam uspe? Že. Zdaj kar pogubno, kaj vas definira?
Kaj definira naš uspeh v športu? Kako si povečal možnosti za uspeh? Strudaš. Prosim? Trudaš. Ok, ja. Timur? Ja. Prehrana. Ok, ja. Trdo delo, ja. Ok. Regeneracija. Regeneracija, ok. Dajmo to malo bolj razdelati. Pri na sliki Usain Bolt, to je final 2008 v Pekingu. Jaz sem zmagal v bistvu svetovnim rekordom in pa zelo veliko razliko med ostalimi tekmovalci, ker je pred ciljem že slavil. To na tem vrhunskem nivoju, ker je sama elita, je to pač nepredstavljivo. Takrat se ni prav veliko razgodila, ne? Pa on je takole spustil roke in začel slaviti pred ciljem. Zdaj, kaj te lahko popelje do tazga uspeha, da si tako dominanten, ne? Definitivno značilnosti posameznika. Tukaj štejemo genetiko, motivacijo, a ne? Se pravi, koliko smo motivirani, koliko trdo delamo, značilnosti posameznika, ok? Naslednja stvar, sistematičen proces treninga. Se pravi, spet, tukaj spada tudi delno, trdo delo, kot smo rekli, a ne? Nek dober trening program, na katerega vi pač nimate vpliva, ampak nekako velja, da za vsakim dobrim športnikom ali pa za vrhunskim športnikom stoji dober trener, a ne? Se pravi, da imamo nek sistematičen proces treninga za sabo in pa, tako kot smo rekli, prehrana je bila omenjena, a ne? Regeneracija. Tretji temelj uspeha v vrhunskem športu je pa tudi to, da smo mi, kako malo, da imamo vrhunsko zdravje, a ne? Bomo danes malo več o tem govorili. Na to lahko poskrbimo tako, da poskrbimo za obnovo in okrevanje, da poskušamo preprečiti in pa sanirati poškodbe, ki seveda nastanejo po sledilju športa in pa da pač pazimo na ustrezno prehrano. Vrhunsko zdravje. Zdaj niste načeloma malo mladi, da bi vam zelo veliko predaval od zdravja, ko verjamem, da na srečo upam, da še niste imeli velikih zdravstvenih težav, ampak športnik je pač na prvem mestu športnik, da je pač vrhunski, mora biti zdrav. Jaz sem rečem vrhunsko zdrav, ker po športniku začne šepati zdravje, takrat je seveda treba zdravje povrniti, takrat rezultati definitivno morajo biti optimalni. Če damo zdaj tak zelo enostaven primer, ki ste ga sigurno že kdaj srečali, tudi mogoče pri sebi, če ste pač poškodovani, boste težko trenirali, optimalno tekmovali, pa dosegali svoj potencial, a ne? Ne vem, je bil do 2 zdaj že super pripravljen, pa se je poškodoval, pa polke se je vračal na nižjem nivoju, ali je tekmoval z neko poškodbo, pa je seveda ni bil ustrezno zaradi tega na ustreznem nivoju, a ne? Se pravi, zavedajmo se, da je samo poškodba, drugo zdravstveno stanje pa tudi zelo zmanjšajo naše sposobnosti. Zdravje je osnova športa in brez vrhunskega zdravja ni vrhunskega športa. Danes bomo govorili o teh temeljih optimalne regeneracije in to so temelji optimalne regeneracije. Se pravi, kakovostno spanje, ustrezno ravnovesje tekočin, redna fizioterapija, masaža, ustrezna prehrana, neka dobra splošna pripravljenost in pa bomo tudi ostale metode, kjer lahko kaj spremenite. Zdaj, kaj vse upočasnjuje obnovo telesa? Če zdaj govorimo o regeneraciji, bomo najprej omenili to, kar nam v bistvu regeneracijo definitivno poslabša. Se pravi, neustrezna prehrana ima zelo negativen vpliv na obnovo telesa, neustrezen vnos tekočin, o tem bomo danes govorili, slaba telesna priprava, definitivno, okužbe, se pravi, če smo stalno bolni, smo seveda slabše regeneriramo, in pa telesna preobremenitev. Če zdaj to malo razdela, kaj je na sliki? Virus, super, ki vstopa v neko celico, ne? Se pravi, okužbe smo lih po neki COVID-eri, ali mogoče smo se še nahajamo v COVID-eri, ki se počasi bomo, da zaključuje. Dejansko tako, ne? Zdaj je bil zelo izpostavljen pač virus SARS-CoV-2 v zadnjih 2 letih, ampak virusi so vse posod okrog nas, pa stalno v bistvu ogrožajo naše zdravje. Zdaj, če smo mi nekako v dobri koži, če je naš imunski sistem kompetenten, zmogljiv, je verjetnost, da bomo zboleli za virusno okužbo manjša. Zdaj, kar naenkrat, če se mi neustrezno prehranjujemo, če imamo neustrezen vnos tekočin, če smo slabo telesno pripravljeni, če se telesno redno preobremenjujemo, se seveda verjetnost za okužbe poveča. In nekako okužba je vedno tudi znak, da smo nekje prekoračili svoje sposobnosti obnove od napornega treninga. Tako da, če ste stalno bolni, če ste stalno prehlajeni, mogoče je treba delati na tem, da izboljšate neke osnove. In tisto, kar lahko pa upam, da vas bom danes prepričal v sklopu tega predavanja, lahko izboljšate prehrano,
lahko izboljšate vnos tekočin, definitivno lahko vplivate, lahko poskrbite tudi seveda, da zmanjšate možnost telesne preobremenitve. Seveda telesna preobremenitev je definitivno del vsakega trening procesa, pa res telesne preobremenitve ni napredka. Ker se pa prevečkrat telesna preobremenitve, če tega preveč, pa to definitivno upočasnjuje našo obnovo telesa in bremena naš napredek. Slaba telesna priprava, zdaj kaj mislim pod tem? Slaba telesna priprava se nanaša na tisto bazično pripravo, ki jo vi večinoma izvajate izven sezone, se pravi v poletnem času, tista osnovna kondicijska priprava. Ni samo priprava na ledu, niso samo stvari, ki delate na ledu, vaše telo mora biti robustno, pripravljeno na različne trening stimuluse in to načeloma dosežete s tem, da imate dobro telesno tisto osnovno pripravo. Naprav tudi delo v fitnessu, kondicija, vse spada nekako sem. Pa kar začnimo, se pravi, če se vrnete čisto malo nazaj, temeljne optimalne regeneracije, začnemo z spanjem. Prav ta zelena zelo vedno označuje enega izmed temeljne regeneracije, o katerih govorimo. Zdaj, spanec. Spanec je eno tako pogosto zelo ali pa kar najbolj zanemarjeno regeneracijsko sredstvo, ki pa dejansko najbolj poceni, oziroma praktično zaston, in pa nam naredi največjo razliko na koncu pri obnovi in regeneraciji. Vsi iščejo tudi neko čudežno tabletko, nek čudežen dodatek, nek čudežen režim prehranjevanja, mogoče nek čudežen trening, ampak na koncu je ključno, da dovolj spimo. S spancem lahko res izboljšamo regeneracijo. Zdaj, Adela Šaj, gimnastičarka, s katero sem sodeloval v zadnjih letih njene kariere, pa je pač res tudi, da dosegala vrhunske rezultate, je vedno tako zelo rada rekla, da za njo je popoldanski spanec in popoldanski, da imaš tako manj fast forward to recovery. Se pravi, ja, v spanju telo pač počiva, regeneracijski procesi se dogajajo pospešeno, to je spanje res tisto ključno. Zdaj, koliko ne bi pravzaprav spali? Spanje bi sploh za vašo starost minimalno 7 ur dnevno do 9 ur dnevno. Priporočilo za vašo starost je 9 ur dnevno. Zdaj, koliko od vas spi 9 ur na dan? Vsak dan. 20 pa še kdo? Koliko ostali spite povprečno? Koga mu uspe spati? 7 uspe. 6, Ja, še kdo 6? Težko je doseči načeloma z teh 7 ur pol do 9, ampak to je res tisto, kar lahko naredite za nekako optimalno regeneracijo. Zdaj, v času velikih obremenitev se definitivno priporoča tudi popoldanski počitek, če imate to možnost, ampak ključno je, da v kosu spite po noči maksimalno, kar je mogoče, če pa ostane še dodatno čez dan, če imate 2 treninga, če ste na pripravah, ker ste med obema treningoma z lahkoto spati oziroma to zelo priporočeno. Zdaj, kaj je ključno, da je spanec optimalen, da optimiziramo počitek, da spimo v temnem, hladnem, tihem prostoru. Se pravi, da nima po noč nekih luči prežganih, da če imamo neko cestno svetilko pred oknom, da imamo težke zavese, ki ustavijo prehod svetlobe, da imamo v spalnici tišino, da ne brni računalnik v spalnici, recimo. Vsi taki zvoki motijo telo pri počitku, Hladen prostor nam omogoča, da se telo ugasne, da možgani začnejo z določenimi procesi, ki pač vodijo na koncu našo obnovo. Tako da spalnico se splača pred spanjem prezračiti in skladiti. Zdaj pa ena taka tudi zelo pomembna točka, ki je zelo aktualna za vse vas, je pač izogibanje LED svetlobe pred spanjem. Se pravi, kaj je recimo tak vir LED svetlobe, ki verjamem, da imate vsi? Telefon, ja, To je res tisto ključno, da pred spanjem niste na telefonu, da se izogibate zaslonom ali pa lučem, ki vsebuje LED svetlobo. Zdaj, če se ne morate izogibati uporabi zaslona, telefonskega ali pa računalniškega pred spanjem, dajte saj nastaviti prilagajanje tona barve delu dneva, pa na ta način malo izboljšate vpliv LED svetlobe, zdaj optimalno, da boste se pač pred spanjem sploh izogibati telefona. Ključno je nekako tudi higiena spanja, da nekako vsak dan hodite približno spati v isti uri in ostajate v isti uri. To je nekako nek ideal. Zdaj, če imate pač med tednom
drugo šolsko obveznostjo, da uspe dovolj spat. Jaz za vikend ne bi poudaril tega, da ostajate ob enakih urah kot med tednom, da se bolj saj za vikend res na spat. Mogoče ne naštimati budilke, pa zjutraj da se na spat. Ok, ko imate to možnost. Tale graf zelo lepo kaže, koliko je pravzaprav pomanjkanje spanja, ali pa količina spanja, bom tako rekel, povezana z pojavljanjem pravzaprav poškodb. Če pogledate, največ poškodb, ali pa največjo verjetnost za poškodbe so imeli tisti, ki so spali poprečju 6 ur na dan. Zdaj to ne pomeni, da če vi spite 5 ur na noč, da imate zelo manj možnosti poškodb, da pač, ne vem, je bolj spati 5 ur kot 6 ur v tem primeru. Tisti, ki so spali 5 ur, so imeli verjetnost zelo manj poškodb, ki so bili sposobni pač manj trenirati, ali pa so pač manj trenirali, ali pa bil ta trening zaradi toliko malo spanja manj intenziven in posledično je bilo pač tveganje za poškodbo manjše. Vidite, da tisti, ki so spali 9 ur, v primerjavi s tistimi, ki so spali 6 ur, so imeli bistveno manjšo verjetnost za poškodbe. Tukaj vidimo, da v bistvu več kot 25%, več kot 50% manj verjetnosti je bilo, da se bodo poškodovali za tiste, ki so spali 9 ur, v primerjavi s tistimi, ki so spali 6 ur. Sprav s tem, ko dovolj spite, zelo pomembno zmanjšati možnosti za poškodbe. Če se malo obrnem na svet profesionalcev, ali pa bom so rekel tako legendarnih športnikov, Roger Federer, vidite, namenil spanju 11-12 ur dnevno, ko smo vrhunski športnik. Usain Bolt, vidite, 8-10 ur, LeBron James, ki ga verjetno vsi poznate, 12 ur dnevno. Se pravi, polovico dneva je pač prespal. To pomeni, da poleg treninga, pa s treningom povezanih aktivnosti, pa ostane dneva verjetno prespal, ne nabral teh 12 ur. Vidite, na tem seznamu vsi, izjemo Tiger Woodsa, so spali več kot 8 ur, Ja, ok, golf je malo specifičen šport, z malo manj fizične komponente kot ostali športi, ampak pravno bi lahko profitiral tudi več spanca, ker spanc ni povezan samo s fizičnimi, ampak tudi s psihičnimi sposobnostmi, Ok, toliko o spancu, zdaj pa govorili v bistvu o drugi temi, ki je prav tako zelo pomembna, in sicer o ustreznem ravnovesju tekočin. Zdaj, telo je v večinskem deležu sestavljeno iz vode, kar 55-60% telesa je sestavljenega iz vode. Zdaj, ko si vi sebe predstavljate, da se naredi iz mišic, kosti, maščobe. Zdaj, večina tega pač je pravzaprav tekočina, voda. Zdaj, s tem, ko mi neustrezno vnašamo tekočino, pravzaprav zgubljamo pomemben del telesa, telesne sestave. In telo spravljamo pravzaprav v neko stisko. Ko smo dehidrirani, je telo v stiski, razgejajo se neke rdeče lučke in regeneracija je upočasnjena. Zdaj, nadomeščanje tekočin vedno enaka izgube tekočine. Kako mi pravzaprav sploh vidimo, koliko tekočine smo izgubili? Imate kakšno idejo? Ok, ja, urin, ja, blato, ja, koliko smo zaprti. Še kaj? Prosim? Tudi, ja, ok. Ampak kako ocenimo izgubo tekočine? Kako sploh zvemo, koliko tekočine smo izgubili? Prosim? Ne, ampak količino, da zvemo, koliko smo dehidrirani. Ok, ja, bolj smo žejni, ampak to je zelo tako nespecifično, tako rekel. Tudi barva urina nam nekaj pove, seveda, ampak kako vemo, koliko tekočine bomo popiti, da bomo nadomestili izgubo? A se kdo daj tehta? Tudi vas? A se daj tehtate? Pred tekmo, po tekmi se kdo daj tehta? Ali pa pred treningom, po treningu? Se kdo daj tehto pred, po treningu, po treningu? Nobeden od vas? Ok. Pol niste mogli ponuditi odgovora, ker niste mogli na to pomisliti, če se ne tehtate. Ok, logično. Zdaj, izgubo tekočine lahko zelo dobro ocenite s tem, da se stehate. Se pravi, da se stehate enkrat v normalnem stanju, ko ste dobro hidrirani in potem, ko ste imeli neko aktivnost. Se pravi, če se stehate pred tekmo, po tekmi, boste lahko zelo dobro ocenili, koliko ste pravzaprav tekočine izgubili. Se pravi, če ste po tekmi lažje 2 kile, zelo lahko sklepate, da ste izgubili približno 2 kili tekočine iz telesa. Oziroma 2 litra vode. Se pravi, nihče od vas se nikoli ni tehtal pred tekmo in po tekmo. Ok. Zdaj, ko sem sodeloval s štansko reprezentanco, recimo, ko sem bil v Minsku na turnirju, smo se pač malo uveli pred tekmo pa po tekmi, nekateri člani so bili tudi za 3 kila pol lažje.
po tekmi. Se pravi, so kljub temu, da smo mi spili, so bili 3 kg pa pol v minusu, da se tiče tekočine. Bomo pa se malo dotaknili tega, ko pridemo malo do specifičnih priporočil, kaj to pravzaprav pomeni. Kaj pa pijete med treningom ali med tekmo? Kaj pijete? Vodo, vsi vodo, kdo pije kaj drugega? Zdaj je biostil, okej. Se pravi, kako pravzaprav mi, na kaj delimo pravzaprav tekočine? Okej, hiposmolane, hipotonične, pravzaprav voda ali pa vse take podobne različne tekočine, izotonične napitke, že dodaj piv. Izotonik. Ok, to je izotonična raztopina in načeloma pač enaka naši celični sestavi. Hipotonične raztopine so raztopine, ki vsebujejo več toplencev na naše telesne tekočine. Kako veste, da dosti pijete, malo ste že omenjali, v čem vemo, da dosti pijemo? Ok, barva urina, še kaj? Žeja, ok. Najbolj tako, na ta način vemo. Ok. Kakšen je pravzaprav pomen hidracije? Zdaj, dehidracija je seveda vedno posledica nekega nezadostnega nadomeščanja izgubljene tekočine. Rad bi si pa, da se zapomnite samo eno številko. Že izguba 2% telesne teže športnika ima zelo pomemben vpliv na vaše sposobnosti. Se pravi 2%. Jaz bi rad, da se vsak zamisli, koliko težak je, koliko kil imate, približno veste. Približno. Se pravi, če imate nekih 80 kil, če zgubite kilo pa pol, se zgubo že skoraj 2% telesne teže, na račun tekočine. Karkoli več od tega pomeni že blazen upad fizičnih sposobnosti. In ni samo, da se boste malo lažje predstavljali, koliko je to pomenilo. Ne vpliva samo na fizične sposobnosti, vpliva tudi na spretnost in pa na predvidevanje. Kar so pa ključne stvari vašega športa. Se pravi, če vam pade spretnost, če slabš predvidevate, ne vem, hitrost paka, gibanje ostalih igralcev, boste definitivno slabši v vaši igri. Se pravi, 2% je tista meja, ko začne se blazen upad sposobnosti. In nad 2% telesne teže, kar variante se hitro zgodi, ko ste zelo oblečeni, ko zelo intenzivno igrate, ko imate dolg trening pa pač tekmo, se začne zelo hitro nabirati ta izguba tekočine. In definitivno ta stopna upada sposobnosti napreduje s tem. Zdaj, kaj se še zgodi, ko smo dehidrirani? Poveča se zaznava utrujenosti. Kar naenkrat imate vi občutek, da bolj trpite. Ne vem, recimo, ko delate nekaj kondicijsko pripravo, intervalni trening, takrat je nekako neizogibno, da trpite. Takrat vsak malo trpi, pa mora stisniti zobe. Tudi na tekmi včasih vam je težko, pa trpite. Zdaj, če ste dehidrirani, bo ta zaznava utrujenosti večja. Se pravi, boste vi za isto stopno napora bistveno bolj trpeli. Ampak bo so stopno napora padla, pa še ne boste mogli držati intenzitete, ker boste to zelo trpeli. To da s tem, ko mi skrbimo za hidracijo, pravzaprav telesno poštimo več manevra, več rezerve in kasneje se te dejavniki pravzaprav utrujenosti, ali pa kasneje se zaznava utrujenosti pojavi. A vi veste, zakaj se pravzaprav pojavi nek občutek trpljenja ali pa utrujenosti med naporom? Kaj vodi do tega? A se mi lahko obremenimo do smrti? A lahko toliko športate, da med naporom naenkrat umrete? Normalen človek. A lahko toliko hitro tečete, da ne vem, koliko na stadionu, da umrete od napora? Ne, ne, seveda. Zakaj? Zdaj telo, čisto enostaven kontekst, da se boste lahko zavedno zapomnili. Mi v osnovi smo pač plenilci v naravi, in imamo razne obrambne mehanizme, ki nas ščitijo pred tem, da se obremenimo toliko, da pač umremo od napora. Zato, ker mi, ko lovimo plen, tudi če plena ne ujamemo, načeloma to ni ključno. Vedno obstaja nov plen v naravi, neka druga priložnost. Zdaj, zajec v primerjavi z nami, zajec, ko beži pred lisico, zanj se naenkrat začne zadeva na vse ali nič. On teče lahko toliko hitro, da pač mu odpove srce in umre. Če pa se pa zdravemu človeku to ne more zgoditi. Zajec pa lahko si to premoni, da pač umre, ker če pač ne pobegne pred lisico, je njegovo življenje itak končano. Zdaj, če smo pa mi plenilec, pa lovimo zajca, tudi če pa zajca ne verjamemo, lahko začnemo drugega zajca loviti. Če damo na tako zelo enostavno prispodobo.
In ta utrujenost, ali pa v bistvu zaznava utrujenosti, je pravzaprav obramben mehanizem telesa, da preden se mi preobremenimo. Da telo prepeljamo do skrajne izčrpanosti, kjer bi pač mi lahko umrli zaradi tega. Ne? In mi to utrujenost dejansko kasneje začnemo čutiti, ali pa te obrambne mehanizme, če smo optimalno hidrirani. Tako da zapomnim, da si hidracija je res ključna pri tem, da mi kasneje začnemo zaznavati utrujenost. Kolesar, če se kolesar dehidrira, je pravzaprav njegovega nastopa, njegove dirke konc. Ker po njih to tako razliko naredi na koncu, da je vsega skupaj konec. Ok, se pravi, dehidracija povzroči nek padec vzdržljivosti, kar je pa ključno za vas, padec sposobnosti pri prenaročnih ponovitvah visoke intenzivnosti. In kaj pravzaprav hokej je? Hokej, vaša tekma je pravzaprav serija šprintov na ledu. A se strinjate? Se pravi, stalno neka visoka intenzivnost. In dehidracija zelo pomembno vpliva na padec vaših sposobnosti v tem segmentu. Dehidracija ima zelo veliko vpliv na srednje živčevje, se pravi na možgane, na tisto, kar koordinira vaše gibanje, predvidevanje, razmišljanje, vse skupaj. Kar vodi seveda v napačne odločitve, slabšo zaznavo, slabšo oceno igre. Tako da dehidracija zelo pomembno vpliva na vaše sposobnosti med igro. Kakšni so pravzaprav simptomi dehidracije? Malo ste že sami omenila, žeja, suha usta. Seveda, če ne gremo lulat dalj časa, je to kar nekako dober znak, da smo premalo pili, da smo dehidrirani. Malo pač pomislite, če recimo v dopoldanskem času, odkar ostanete, pa tam do 1-2 nikoli ne greste na stranišče, zelo verjetno premalo pijete, ste moče dehidrirani že od prejšnjega dneva, Ok, glavobol je tak znak dehidracije, kar pogost, višja srčna frekvenca, barva urina, če je naš urin stalno zgoščen, se pravi temno rumen, ima intenziven von, če redko hodimo na stranišče, smo zelo verjetno dehidrirani. Tako je zelo tak enostaven monitoring dehidracije lahko tako vidite. Zdaj, ko pa v praksi pravzaprav poskrbeti za optimalno hidracijo. Ključno je, da vi sploh ocenite, koliko tekočine izgubljate na tekmo, recimo, ali pa na trening. Se pravi, bi vam res predlagal, da poskusite se tehtati pred tekmo in pa po tekmi, ali pa pred treningom, po treningu. Pa da ocenite, koliko ste pravzaprav vi lažji po treningu. Zdaj, med vašim športom, vi ste zelo oblečeni, veliko imate zaščitne opreme, pa zelo intenziven šport je. In čeprav pa, če vem, skoraj vsi, ali vsi verjetno opremo sušite v sušilnicah, ali pa doma, ne vem, kako zdaj poteka. Na turnirju sigurno imate v sušilnici opremo, Zakaj? Zato, ker izločite toliko veliko tekočine. To tekočino izločite zato, da regulirate pravzaprav telesno temperaturo. Zdaj, kaj se zgodi, če vi premalo pijete? Težje regulirate temperaturo, tudi prej se pregrejete. Tudi to je en tak dejavnik. Zdaj, s tem, ko se vi potite, to je dobra stvar. Vi se s tem ohlajate in ohranite svoje sposobnosti. Je pomembno, da ocenite, koliko pravzaprav vi tekočine izgubite v procesu ohlajanja, v procesu tekmovanja. In da potem se znate temu prilagoditi, da si lahko postavite neko strategijo, koliko tekočine morate pravzaprav spiti. A ste vi po vsaki tekmi dehidrirani? Če ste, morate to popraviti. Potem je fino, če ocenite, koliko dnevno odnesete tekočine, če ste malo pozorni, najlažje da upravljate flaške, če imate s sabo pol-litrsko flašo, je zelo lahko oceniti, koliko ste pravzaprav popili. Če ste med poukom popili 2 flaški, pomeni, da ste popili 1 liter. Zelo enostavno. Že do konca pouka. Načeloma, koliko bi mogli popiti dnevno? Koliko je pri vas nek osnoven dnevni vnos, brez če ga ste na treningu? 2 litra, 2 litra pol, tako nekako. Koliko pa povedete za vsako uro treninga, recimo? Koliko recimo dodate za vsako uro treninga vnos tekočine? Recimo pol litra, 6 deci na uro. To so neke splošna priporočila. Se pravi 2 litra pol, plus na vsako uro aktivnosti še recimo 6 deci. Se pravi, zelo hitro prijete na 3 litra pol. Fajn je, če pa sami ocenite svojo individualno izgubo tekočine, tako da se pač tehtate se pred treningom pa po treningu. Pa zelo vidite, koliko ste izgubili vode. Zdaj, kako poskrbeti za optimalno hidracijo? Tisto najbolj enostavno, kar je, med intenzivnim treningom, med tekmo, morate piti izonične napitke. Se pravi, bomo naprej napitke, ko se bojo ogljikove hidrate in pa elektrolite. Samo z vodo bomo videli poje smernice, boste težko pokrili vse napore, ko se daš od 60 minut, ali pa ko so zelo intenzivni.
Nekaj bi rad, da si zapomnite, da za vsakih pol litra izgubljene teže, na račun vode seveda, morate popiti več, kot ste izgubili. Zakaj? Zato, ker telo del vode, ki jo nesete, porab za delovanje ledvic, del se izgubi, izdiha, pač vrate vedno malo več vnes, kot se dejansko izgubili na telesno telo. Se pravi, neka magična formula, če zdaj malo preračunamo, se pravi, če se po tekmi iztehtate, pa ste izgubili 1 kilo, morate popiti. Ja, tako. 1 liter bi bili na 0. Se pravi, koliko pa bi že? 250, se bi pravilno odgovor. 250 več, se pravi, liter 250 mogli popiti, da bi prišli na nič. Ok, z vnosom. Pa dajmo malo konkretno smernice, da se da lažje predstavljati. Se pravi, napor do 60 minut zadostuje voda. Ok? Radi, če je to zdaj neka zelo intenzivna tekma, boste rabili ogljikove hidrate zraven. Trajanje napora nad 60 minut, voda, ogljikovi hidrati in elektroliti. Se pravi, izdolničen napitek. Če kupite kakovostni izdolničen napitek, ne morate nič zgrešiti. Ni, da obstajajo super posebne formule. Za začetek je čisto dosti, še pa naporih, ko se da še 60 minut, pa so zelo intenzivni, uporabljate izdolničen napitek. Ok? S tem, ko je v raztopini prisotna pač glukoza oziroma sladkor, ogljikovi hidrati, s tem, ko so prisotni elektroliti, povečate absorpcijo vode in seveda v telo spravite več tekočine. Se pravi, imate dvojno, vneste ogljikove hidrate plus več tekočine zadržite. In to za vaš šport ključnega pomena, ne? Smo pa rekli, jaz res predlagam, da se vsi malo začeli tehtati, pa ugotavljati, koliko tekočine pravzaprav izgubite. Ok, zdaj malo bolj specifični poudarki. Zapomnite si, dehidracija definitivno ogroža vaše sposobnosti, in fizične in psihične, se pravi vzdržljivost, ponavljanje šprintov in pa predvidevanje. Predlagam, da se dosti tekočino vnašate že pred samim tekmovanjem, se pravi, da se hidrirate že med ogrevanjem, ker tudi izgubite tekočino med ogrevanjem. Koliko imate dolgo ogrevanje v povprečju? Koliko? Koliko približno? Pol ure. Ja, ok. Se pravi, dodati tekmi še pol ure v bistvu na nek način napora, pol ure, ko ste telesno aktivni. Se pravi, ne pozabite priči med ogrevanje. Ok, med tekmo in na videz težavno, ampak vaš šport ima v bistvu zelo dobro urejen, ko imate neke menjave. Nogometaši za primer imajo zelo malo priložnosti, ko lahko pijejo med tekmo, razen s polčasom, imate pa stalne menjave, tako zmeraj lahko naredite požirek 2-3. Ok? Ključno je, da pijete med tretjinami, sploh ko ste na poti z ledu, ko imate največ časa do začetka, se pravi, da imate telo čas vodo usrkati, absorbirati, brez draženja provozil med igranjem, se pravi, da pijete že, ko se vračate dol. In pa seveda potem, da začnete takoj piti že po tekmi, da nadoknadite izgubljeno tekočino. To je še posebej pomembno pri turnirskem sistemu igranja, ki se tekme sledijo ena za drugo v relativno kratkem časovnem oknu. Zdaj, ko sem bil člani v Minsku ali pa če nasploh, najbolj pomembno, v bistvu najbolj taka stvar, ki sem jo opazil, je, da pač nekaj časa se seveda vedno zgubi v transportu od hotela do tekmovanja. Zelo redko ste verjetno bivate točno zraven dvorane. In recimo v Minsku smo se do hotela vozili uro 15. In zdaj, kaj je problem? Če smo mi med tekmo zgubili 3 kile, smo zgubili 3 kile vode. In zdaj po tekmi v garderobi zelo težko spijemo več kot litra. Vem, se vsi strinjate, da pač liter nekaj tekočine za popiti. Se pravi, če zdaj mi v avtobusu v tistem času, ko se pač vozimo, ne spijemo nič, nimamo sabo vode, nismo pripravljeni, ali nimamo sabo izotonika, nam ostane v bistvu samo še večer čas za rehidracijo. Se pravi, če je tekma zvečer, bomo pol že spati. Se pravi, bomo zelo težko spiti do spanja tiste 3 litre, oziroma ne 3 litre, če smo zgubili 3 kile, moramo spiti koliko približno? Skoraj 4 litre, 3 litre 750 približno. Tako malo razmišljate, da je pač rehidracija po tekmovanju nek proces, ki traja vse dokler ne gremo spat. In pač obvezno je vse te nove strategije, ki jih boste mogoče poskušali uporabiti na treningu ali pa trening tekmi. Ok, naslednja točka, ker se ne bomo zelo veliko zadrževali, ampak nekako, bom tako rekel, vedno je boljš preventiva kot kurativa, se pravi, še lahko poškodbe preprečite,
jih lahko delno poskušati poprečiti tudi s tem, da imate nekako reden dostop do fizioterapije, do masaže. Jaz verjamem, da pač ste tukaj tudi malo postavljeni na lastne noge, a ne, se pogovarjala. Zdaj načeloma, če boste enkrat profesionalci, imeli neko profesionalno pogodbo, da stvari, ne vem, v klubu, kjer boste, pa dvom ne bodo optimalno urejene, ali pa ne boste imeli dosti terapije, imate vedno lahko še nekaj individualnega terapeuta, ne. To so sladke skrbi. Ok, ustrezna prehrana. Tema, ki bomo danes posvetili, v bistvu največ ostanka časa. Zavedati se morate, da hrana je naše gorivo, kot športen avto ne more brez visokoktanskega goriva, ko pravzaprav vi ne morate brez primerne prehrane. Ne? Hrana ima veliko vpliv na sposobnosti, fizične in psihične, to je bilo zdaj dokazano že z mnogimi študijami. Ne? Hrana ima zelo pomembno vlogo in pri izboljšanju obnove telesa, pri optimizaciji telesne sestave. Zdaj, kaj pravzaprav pomeni telesna sestava ali optimizacija telesne sestave? Kakšni ste vi kot hokejisti želite biti? Kaj želite glede vaše telesne postave? Mislim, glede postave nasploh. Kot športniki, kaj si predstavljate? Kakšna je vaša idealna športna postava hokejista? Močen, veliko mišica, ne? Ok, ukreten ob tem, ampak pač, ok, v vašem športu je pač ključno, da niste zdaj zelo obilno predebeli, da ne prenašate spet nekaj zelo odvečne teže s sabo, ne? Ampak prehrana ima vpliv na vašo telesno sestavo, ne? To, tako, kaj jeste, tako na koncu pač tudi izgledate. In pa hrana ima zelo velik vpliv na imunski sistem, ne? Se pravi, če jedemo neustrezno, je definitivno to negativno vpliv na imunski sistem in poveča možnost, da zbolimo. Ok, osnovni gradniki. Se pravi, verjetno bi znali, kdo od vas bi znal našteti osnovne gradnike hrane? Bi znali našteti. Se pravi, prehrana v osnovem se deli na makrohranila in pa mikrohranila. Makrohranila, vidite, so beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe in pa vlaknine. Mikrohranila pa delimo v osnovi na vitamine in pa minerale. Vitamini se pa nadalje delijo na vodotopne vitamine, vitamin C pa vitamin B in pa na maščobotopne vitamine A, D, E in K. Ok? Kaj bo je na sliki, bi kdo zna povedati? Bakterije črevesja, super, odlično. Spomnimo se, da hrana, ki jo vnašamo, ne prehranjuje samo nas, ampak tudi bakterije v našem črevesju, ki jih je mimo grede več bakterij pa teh pač biti imamo v telesu, kot je pravzaprav celico v našem človeškem telesu. To je zelo pomembno, s čim jih hranimo. Ampak to mislim, da bo v prihodnosti postalo dosti bolj pomembno ali pa izpostavljeno. In zato tudi pomembno, kakšno mikrohranilo vnašamo, vitamine, minerale, koliko vlaknino nesemo, a ne. Vlaknine niso nepomembne, vlaknine so velika hrana za naše goste v črvesju. Ok, pa da bomo kar na makrohranila. A mi kdo zna našteti vire beljakovin? Ali pa proteinov, če pravimo turko. Kje najdemo beljakovine? V kjer hrana? Meso, jajca, super, še? Ja, super, še kaj? Tako. Se pravi, mleko, mlečni izdelki, meso, ribe, oreščki so tudi vir beljakovin, razni siri, ne pozabiti na to. Ok, se pravi, to so viri beljakovin. Kakšni pa viri ogljikovih hidratov? Kje dobite ogljikovih hidrate? Testenine, ja, še kje? No, fajn, tisti, ki med sabo govorite, bi mogoče lahko povedali ogljikovih hidrati, vir ogljikovih hidratov. Kje dobimo ogljikovih hidrate? Riž, ja, še kje? Krompir, ja, še kje? Kruh, super, odlično. Še kaj? Sokovi, Coca-Cola, vse sladke pijače, to so vse vir ogljikovih hidratov. Ok? Banane, sadje nasploh, a ne? Katerih ogljikovih hidratov na tej slikci pa ni? A večino ogljikovih hidratov dnevno, kot pojeste, sestavljenih iz tega ali še se drugega? Kaj povejte, no? Ja, sladko.
Tako je. Ta slika je po svoje malo zavajajoča, ne? Tle ni nobenih uvidnih izračev iz sladkorja. Okay? Bomo pa malo o tem govorili, kaj v praksi pomeni to. Kaj maščobe? Kaj so viri maščobe? No? Kje je maščoba? Kaj je mastna hrana? Posam? Palačinke. Ok, ja, palačinke so recimo, da imajo zelo različno sestavo, niso prvo vir maščob kot tak. Ja, tudi so lahko, seveda, če imamo gore čokolado na mas, če jih pečemo na veliko olja, so definitivno mastno sestavljene. Ampak kaj je v tistih osnovnih živil? Evo, to so ti maščobni viri. Se pravi, olja, ki so recimo lahko tudi 100% maščob, olje lahko čist tekoča maščoba, ne? Tukaj manjka margarina, maslo, vse taki viri maščob. Slaščice, kot so čokolada, ne? Smetana, vse to, ok, nasekimo tudi avokado, razne oreščke, mastno meso, mastne ribe, to so vse viri maščob. Ok. Recimo, s česa je sestavljen obrok na zgornji sliki, se pravi tale potovnico obrok. Kaj vidimo na sliki? A bi to zna razdelati malo? Se vem, da je športna prehrana, je takrat, to mogla biti predavanje prav zase, bi lahko o tem govorili tudi več ur, celi simpozij so na športno prehrano, ampak recimo, čist malo za orientacijo, kaj je tam v zgornji sliki na danes? Ok, kje so ugljikovi hidrati v čem? Super. Krompir tudi, ja? Kruh burgerja, super, odlično. Ja. Naprej, kje imaš čoba? Kje v? Je neko posod. Ne, okolkoli nimaš čoba, okolkoli sladkor, samo sladkor. V burgerju super, v mesu, v omaki v burgerju, v pomfriju, seveda, ki je pečen na olju. Kaj je problem tega obroka v osnovi? Kaj da? Ja, ok, energetsko zelo bogat, se strinjam. Veliko maščob, veliko, kaj pa je ta drugi problem? Osem? Zdaj kar pogumno na glas, sej ni napačnih odgovorov. Sej vsi veste te stvari, samo da malo predebatiramo. Ja, ok, lahko bi rekli, ja, zato ker načeloma je tako narejen, da se tako hrane pol želimo, da stimulira apetit, ja, to je bilo že malo tudi pokazan. Še kaj? Prazne kalorije, zelo malo mikrohranil. Če ga bomo čist malo nazaj, tukaj smo govorili, zelo pomembna so tale mikrohranila. Kje sem zdaj? Evo, mikrohranila. Se pravi, to je hrana, ki je zelo redka z mikrohranili. Predvsem vsebuje samo makrohranila, ne? In to rada povem, ker mi rabimo pravzaprav vse. Zdaj, a je tako obrok absolutno to povedal? Ne, ja, se strinjam, ni. Zdaj pa rada to problematično. Ja, če začnemo normalno hrano nadomeščati s tem. Če bomo neurejeno osnovno prehrano, pa nam je spustila, ko bomo dali, da pa nam je sprečeno. Ok. Kje je tudi klenil zelo veliko? Soli pa konzervancov, ok? Telo se mora seveda z vsemi odpadnimi produkti, z vsemi konzervanci, z vsemi aditivi ukvarjati pa jih predelati. In to seveda vpliva na regeneracijo, ne? Ker se pa telo ukvarja s tem, da bi krpili procese obnove. To je taka hrana na redni bazi, ne glede to, koliko ste športno aktivni, koliko veliko kalorij porabite, če imamo odsvetovana in ne bi smela predstavljati nekega rednega vira kalorij. Ok, makrohranila, da se malo taknemo beljakovin. Beljakovin ima načeloma 4 kalorije na gram. Zdaj, kakšne so smernice, a tisti, ki zdaj vmes govorili, to že vse veste. Ker to je predavanje za vas, ne zame, ali pa za kogarkoli. A ne? Zdaj, kdo od vas uživa beljakovinske dodatke? Ok, eden, še kdo? Ste kar pogumno, ste ni nič narobe s tem. Še kdo? Ok. A je kdo daj štil svoj kaloričen vnos? Tudi ne, ja. Tako neznačilno za šport hokej, da bi bilo to štil, ja, je. Tako da, če nekdo zelo se trudi visoko vnos beljakovin zagotavljati, načeloma tisti, kar hočem poudariti s tem slajdom, je, da beljakovin, če pojeste dosti kalorij, če jeste raznoliko hrano, načeloma pojeste s hrano dosti. Spadate pa bil tale rak priporočil 1,5 do 2 grama na kilogram telesne teže,
več tega definitivno ne potrebujete in imate nobene dodatne koristi od tega. Tudi tisto, kar lahko že povedati. Se pravi, če imate uravnoteženo prehrano, če pojete dosti beljakovin z redno prehrano, potem ne rabite dodajati beljakovin dodatno. Saj ne rabite dodajati zelo veliko. Okay? Ogljikovi hidrati. Zdaj, te smernice, če nikoli ne štejete kalorij, se niti ne bom spuščal, ker nič ne povejo. To, koliko je pol kilograma ogljikovih hidratov na dan, načeloma nima za vas nobenega podatka. Kar je ključno, turnirski sistem, ko igrate vsak dan, ko imate 5 tekem zapored, je ključno, da pojeste dosti ogljikovih hidratov. Takrat ne rabite veliko maščob, oziroma izkor, ne rabite zelo veliko, ki dobite s potom v hrani, rabite pa veliko ogljikovih hidratov. Se pravi, takrat za zapolnitev glikogena lahko uživate tudi sladke pijače, lahko uživate pač stvari, ki se bojo hidrate, veliko testenin, veliko riža. Kaj je ključno? Da izboljšate obnovo takoj po intenzivni vadbi, sploh če imate 2 treninga na dan, pa med njima 8 ur, kar ponavadi je. Če imamo 2 treninga na dan, je težko imeti več kot 8 ur pauze vmes, je ključno, da takoj po tem treningu zaužijete približno 1 gram na kilogram telesne teže hidratov. Se pravi, če imate 80 kg, je to 80 gramov ogljikovih hidratov. Kaj to v praksi pomeni hrana? To je recimo sadni jogurt, pol litra, predlagam, da je pač posnet, ker tiste dodatne maščobe ne rabite takrat vnašati. Se pravi, sladek jogurt, čokoladno mleko plus 1 banana. S tem pokrijete recimo 80 gramov ogljikovih hidratov v prvi uri po intenzivnem treningu vadbi. Če boste zdaj neko kosilo, če pojeste 120-150 gramov riža, je to dovolj, se pa to je neka taka malo večja porcija riža. Ponavadi ne jeste takoj kosila po treningu, tako da se splača biti malo pripravljen na to. Zdaj po tekmi, sploh, ker ste v neki hokejski dvorani, se morate preobleči, stuširati, spraviti na avtobus, odpeljati nazaj do hotela, pa ključno, da ste pripravljeni, da imate s sabo že nekaj enostavno nabor. Zdaj, vnos med samo vadbo, med obremenitvami, imate pa tukaj smernice. Se pravi, na 1 uro napora morate vnesti vsaj 30 gramov ogljikovih hidratov. Zdaj, če popijete pol litra izotoničnega napitka, ste načeloma vnesli približno 20 gramov. Se pravi, med samim naporom skozi vnašati ogljikovih hidrate. Zdaj, predlog, kaj vnašati? Če pijete izotoničen napitek, lahko dodate še kakšen bombon, čisto navaden glukozen bombon, razni geli so ustrezni za vmes. A gele že kdo uporabljal? Gele uporabljate? Nikoli. Nikoli ni šel vas nikakšnega gela, povedo me tekmo ali na treningu. Ok, to je definitivno dobra strategija. Med intenzivnimi treningi, razdaljšnimi zbori, kjer verjam, da se trenira intenzivno, med tekmovanji tudi vmes se navadite jesti ogljikovih hidrate. Tudi trening prebavil je svoje vrste trening, zato morate to začeti delati na treningih, da prebavila navadite, sploh še zdaj nisem nič uživali vmes, da najbolj to probajo prvič na tekmi, da vas ne bo zbil trenuh. Počasno natrenirate prebavila, da tolerirate ogljikovih hidrate. Zdaj, trenutno je to cela revolucija. Kolesari dajo tako podajen ogljikovih hidrate med naporom. Recimo Primož Roglič poje 120 gramov ogljikovih hidratov na uro napora. To vem, da vam nič ne predstavlja. Ampak to je med maksimalnimi obremenitvami blazna številka. Zdaj, če vi pojeli 30, 40, 50 gramov, bo zavrži čez glavo. Sploh, ker vrši napor nikoli ne traja dolge trenutka. V kosu. Zdaj, vire, tam na sliki so bili samo neki viri, ne pozabiti, ker imate veliko potrebe po ogljikovih hidratih. Sadni sokovi, športni napitki, geli, to ima takrat vse svoje mesto. Kadar pa ne trenirate, seveda, pa tega ne potrebujete v takšni način. Maščobe, zdaj tukaj nekih smernic ni, posebnih je pa dejstvo, da pa več maščobe zaužite, se vam bo vedno naložil od večna maščobne mase. Zelo težko boste toliko aktivni, da boste pripravili vso maščobo, ko jo pojeste, če jo boste napojedali veliko količin. Maščobo rabimo načeloma za proizvodno hormonov, za zdravje organizma, vi pa ne rabite maščobe za igro hokeja. Sprav, igra hokeja se ne igra na maščobo, igra se na sladkor, na ogljikovih hidratov. Ok? Viri maščobe, ne pozabiti, maslo, margarina, smetana, čokolada, razni piškoti, to je vse viri maščobe. Se pravi, ko nadomeščate ogljikove hidrate, ne pomeni, da morate jesti piškote, ker dobite zraven toliko več maščobe, kako se ne rabite. Zdaj, za zdravje so
pomembne ali pa tudi za regeneracijo nenasičene maščobne kisline, omega-3 maščobne kisline ali pa ribje olje imajo svoje mesto v regeneraciji. Ali pa v obnovi, pa tudi dolgoročno za zdravje. Ok, na hitro bi se dotaknil še dopolnil z dokazanimi pozitivnim vplivom na sposobnosti. Kdo od vas uporablja prehranska dopolnila? Eden, še kdo? Dajte pogub na roke gor, se sigurno še kdo uporablja. Ja? Ok. Kaj vam uporabljate prehranska dopolnila? Kaj, proteine? Ok, še kaj? Kreatin, ok, super, še kaj? Ok, zdaj ta dopolnila bi lahko še vsa razdela po podrobnosti, ampak to res ni tema današnjega predavanja, ker bi vzeli čisto preveč časa. Ampak dejstvo je, da tista dopolnila, ki dokazujejo, ki so dokazane, da pač učinkujejo in imajo nek neposredno vplivno sposobnost, so našteta. Se pravi kreatin monohidrat, etalamin, soda bikarbona, kofein, vitamin D3 in pa aktivna čekovina rdeče pese. To so vsa tako imena A-lista, ki jo na nek način neposredno vpliva na sposobnosti. Ok? A kdo poznata našteta dopolnila? Sliša stvarjetno že vsi dani. Ok. Se pravi, če nekdo obljublja neko čudežno dopolnilo, ki pač ne vem kako zelo izboljšuje sposobnosti, pa učinkovine niso na tem seznamu, je to stran vržen denar in najverjetneje ne deluje. Oziroma pač nima nobenih dokazov, da deluje. Ok? Zdaj, ostalo, dopolnila, ki pač so smiselna, ki se nimajo neposrednega vpliva na sposobnosti na tak način kot to so pravzaprav erogene substance, to so pa tudi dopolnila, ki se uporabljajo v športu, imajo svoje mesto v športni prehrani. Razni športni napitki, tukaj mislim izotonične napitke, regeneracijske napitke za potrebno, ki vsebujejo ugljikohidrate in pa beljakovine, razni geli za med tekmo, za kolesarstvo danes in nepredstavljivo brez gelov ali pa športnih napitkov. Železo, zelo pomembno, ok, zdaj hokejisti, če niste podvrženi pomanjkanju železa, tako da za vas to ni tudi tako zelo ključno, spada pa na to listo. Vitamini in minerali, tukaj je zelo veliko debate, v športnih pravzaprav sploh dodajanje vitaminov in mineralov, če imate uravnoteženo prehrano, če ne kušate, če pojeste dosti kalorij, dobite, mislim, če imate uravnoteženo prehrano, da jeste v novacu, večine kalorij, potem vitaminov in mineralov s hrano dobite dovolj. In pa potem razni specifični dodatki, recimo glutamin, da kdo od vas pozna glutamin, kdo uporablja glutamin. Ok, glutamin ima tukaj naštet, kar je pod vprašajem. Zakaj je pod vprašajem? Tukaj želim bolj poudariti to, kaj je problem sploh prehranskih dopolnil. Ali kdo zna povedati, kaj je problem trga prehranskih dopolnil? Kaj da? Ok, ja, pa na kakšen način je to problem? To ja, ok, ja, to je mesto prehranskih dopolnil, ok, ampak kaj je problem? Zakaj recimo prehranska dopolnila v osnovi so problem, predstavlja neko tveganje za športnika? So nače druge stvari. Odlično, lahko so druge stvari. In zapomnite si, prehranska dopolnila načeloma razen zelo redke izjeme niso testirana, nimajo kontrole kakovosti. Zdaj, to je problematično z dveh vidikov. Prvič, lahko je kontaminirano z dopingom, se pravi, lahko padek nič hudega krivi, nič hudega slediči na doping testu zaradi nekega nereguliranega prehranskega dopolnila. Ta druga stvar, ki pa pač mogoče ni toliko očitna, vsebuje razne snovi, ki mogoče niso na deklaraciji, so škodljive primesi, ki seveda vplivajo na vaše zdravje. Če vas pa zdravje toliko ne zanima, ker pač včasih mladi malo skomignejo za meni, ok, zdravje, ali sem zdrav, vpliva tudi na vašo regeneracijo, ker se telo mora ukvarjati s tem, da presnavlja neke težke stvari, težke kovine, neke pač smeti, če malo tako se izrazim, se to da že predstavljala. In povedati, da ta trg ni reguliran. Zato razna dopolnila, ki se upevajo, velikrat pač ne delujejo, ker včasih nimajo noter sploh učinkovin, ki so napisane. To je problem. Zato recimo glutamin, če ga kupite v lekarni, farmacevtko proizvedenega, tega, ki je registriran kot zdravilo, oziroma kot prehransko dopolnilo za bolnike, ima narejene vse možne teste, sicer drag, ampak sigurno dobite glutamin. Če pa kupite to zdaj v neki spletni prodajalni športne prehrane, pa niče ne jamči, da to vsebuje glutamin. Ok? To imate vedno malo v misli. Ko namenite del svojih prihodkov, denarja,
ker pač nekaj imate vedno omejeno, sploh kot mladi športniki, nekim dopolnilom, vedno pomislite, ali to rabite, a ste res kupili to, kar ste plačali. Ok, to je vedno fajn, en tak tehten razmislek. Zdaj se malo pojavlja v svetu športnih dopolnil, tudi pač to, da so dopolnila testirana, kot strani nekih neodvisnih organizacij, načeloma taka dopolnila malo dražja, obstajajo pa, no, preteklosti tega ni bilo. Ok, naslednji temelj v bistvu regeneracije, zdaj imamo še čisto malo do konca, je dobra splošna pripravljenost, kar bi tukaj samo to, da odnesete, je to, da v bistvu tista kondicijska pripravljenost, ki jo nabirate izven sezone, izven ledu, je za vas zelo pomembna, tako kot sem prej rekel, v bistvu poveča neko robustnost organizma, neko splošno pripravo in lažje prenašate potem napore specifične vadbe na ledu, lažje v bistvu normalne življenjske, ne vem, obremenitve zmorete, ne? Tako da bistvena za skrajši čas regeneracije je neka osnovna bazična priprava, ne? Ker pol je trening stimulus za vas kar naenkrat manj napora. Ostale metode, če samo tako, da jih omenimo, kar lahko sami prakticirate praktično za ston, so razne kontrastne kopeli, ledene kopeli. A je to že dodaj izvajal? Probal? Ne? Ok. Kontrastne kopeli pod tušem, minuta ledene vode, 3 minute vroče vode, minuta ledene vode, 3 minute vroče vode, minuta ledene vode. Prek celega telesa, prek glave ima nek pač vpliv. Zdaj v mehanizmih v ozadju pa vroče daje več. Ledene kopeli, razna meditacija, autogeni trening, vizualizacija, to so vse metode, ki pač imajo lahko, če si naučite uporabljati nek vpliv na vaše sposobnosti, a ne? Ok, zdaj, ko je zelo hude izčrpanosti, pa to je bolj pod medicinsko stroko, tudi intravensko nameščanje tekočin, vitaminov, mineralov, zdaj, tukaj obstaja neka meja, a ne? Načeloma zdaj IV pristop, tudi na listi povedanih stvari strani mednarodne endorfinične organizacije, zdaj včasih pa pač brez tega ne gre, ampak mora biti medicinska indikacija za to. Regeneracija po tekmovanju, čist zaključek, kaj lahko naredite, ohlajanje, raztegovanje. Kar pa smo danes predvsem omenjali, pa hoče donesti domov nadomeščanje tekočin, se pravi hidracija, ustrezna prehrana bogata z ogljikovimi hidratov in beljakovinami. Se pravi, rekli smo 1 gram ogljikovih hidratov na kilogram telesne teže v prvi uri po treningu, a ne to se zapomnite, kakovosten spanec. Se pravi, da na turnirju med tekmami ne ponočujete, da ga ste spat, da na pripravah ne ponočujete, da tudi nasploh v življenju se tako organizirate življenjski slog, da greste spat, da dosti spite in pa seveda masaža, fizioterapija, kontrastne kopeli in tako dalje. Strategija nadomeščanja tekočin, to smo že omenili, a ne? Tele pa tak povzetek, kaj za vas velja. Predlagam takoj v menjavi, pijete po požirkih, med tretjinami najbolj čim več, kot ste na poti z ledu, da imate čas to tekočino absorbirati. Zapomnite si, da več kot 700 ml na uro boste težko popili, da bi telo to pač toleriral med naporom. Poleg tega to zahteva tudi neke vrste trening črevesja, ki ga pač naredite čisto enostavno, tako da se na treningu naučite piti. Okay? Ključno je, da tekmo začnete že ustrezno hidrirani, se pravi, da zadosti tekočin vneste že pred tekmo, da niste dehidrirani že ko začnete s tekmo in da začnete sploh v trenerskem sistemu tekmovanj s hidracijo takoj po tekmi in pa ne nazadnje, da se izogibate uživanju alkohola po tekmovanju. Alkohol vas dodatno dehidrira, ne prispeva k rehidraciji, a ne, in v bistvu utruje organizem, ki se mora še ukvarjati s presnovo alkohola. Specifični poudarki, tole čisto zaključek, naš predzadnji slajd, se pravi, za vas je ključna razpoložljivost ogljikovih hidratov, takrat, ko izvajate visoko intenzivnost. Se pravi, ogljikovih hidrati morajo biti na voljo v času tekme, okay? Ker definitivno vplivajo na vaše sposobnosti. Se pravi, zadnji obrok pred tekmovanjem ne vsebuje ogljikovih hidrate, riž, testenine, krompir, karkoli od tega v zadnjem obroku prej. Nadomeščanje ogljikovih hidratov se mora začeti takoj po tekmovanju, se pravi, v prvi uri imejte s sabo nek obrok pripravljen, vsaj 1 gram na kilogram telesne teže smo rekli, a ne, za 8 gramov smo rekli jogurt, posnet ali pa čokoladno mleko posneto plus banana, pa smo na 8 gramih. Zadostno vnos tekočine seveda že med samo tekmo, zadostno vnos beljakovine, ampak to smo
če pojeste dosti kalorij, načeloma tudi beljakovin dosti pojeste in pa res skrbeti za rehidracijo. Zdaj, jaz upam, da sem vas s tem predavanjem vsaj malo prepričal, da določene bližnjice do uspeha obstajajo, temeljijo pa predvsem na sistematičnem delu in pa optimiziranih procesov regeneracije. Zdaj, kaj lahko naredite glede sistematičnega dela? To, da pač redno trenirate, čim manj odsotni z treningov, da pač upravite tudi tiste bazične treninge izven sezone, da se ne fokusirate samo na hokej in pa potem optimalna regeneracija, o kateri smo danes govorili. Se pravi, kvalitetno spanje, ustrezna hidracija, pravilna izbira hranil, hrane, izogibanje alkoholu pa težki hrani, ker se mora pa seveda telo ukvarjati s tem, namesto da bi se regeneriralo po naporu. Odpravljanje primanjkljajev, tukaj predvsem mišljen sanacija poškodb ali pa mogoče bolj preventiva, se pravi popraviti neka mišična razmere, ki so mogoče nastala zaradi napačnega treninga, zaradi preteklih poškodb. To redna terapija, fizioterapija, to mogoče za prihodnost, zaenkrat nimate zelo veliko vpliva na to, ampak tisti, ki pač imate zelo velike ambicije, ki ste zelo obremenjeni, zelo veliko trenirate, neka redna masaža kot dobra preventiva pred poškodbo, in pa izvajanje raznih preventivnih vaj, preventivnih programov proti poškodbam, spada pa seveda sem zraven reden trening, dobra bazalna priprava. To bi bilo vse, najlepša hvala za pozornost.